Večina enologov, ki so se zbrali na že 44. ocenjevanju vin, so skoraj soglasno pritrdili, da je letnik 2009 izredno dober. Njegova ocena naj bi celo presegla oceno prejšnjega letnika. Ker je narava svoje napravila, sonce je bilo dovolj, veliko sončnih ur, tako da seveda, če narava da, potem vinogradnik temu prisluhne, mora biti takšna kvaliteta, kot je. Same dobre ocene. Tako da mislim, da bo 2009-letnik eden, ki se bo pisal v zgodovini. Poznavalci vin pri ocenjevanju vinske kapljice podeljujejo točke, in sicer po 2 za bistrost in barvo, za vonj do 4 ter za okus in harmoničnost do 6 točk. Posamezen vzorec vina lahko tako doseže največ 20 točk. Vonjamo dvakrat, praviloma 2 koraka sta v vonjanju. Najprej povonjamo tako. Imam občutek in potem kozarec zavrtim, da se s tem omogočam sproščanje rahlo-hlapne sestavin. V zaužitve kozarca se te zgoščujejo in jih zelo intenzivno zaznam. In imam že neko razliko, mirujoči kozarec, gibajoči. Letošnjega ocenjevanja se je udeležilo več kot 80 vinogradnikov, ki so skupno prispevali kar 169 vzorcev. Število vzorcev takole malo rahlo narašča, torej 5 vzorcev več kot lansko leto, kar je spodbuda, da vendarle zaupajo vinogradniki temu ocenjevanju, ki ni tisto klasično tekmovalno ocenjevanje, ampak se tukaj izreče strokovna ocena letnika, saj ocenjuje vina Vseslovenska ocenjevalna komisija. Glede na veliko število vzorcev smo jih razvrstili v 2 komisiji, po 19 ocenjevalcev, torej skupaj 38 ocenjevalcev. Med ocenjevalci smo zasledili tudi slovenske vinogradnike, ki se še kako dobro zavedajo, da je na slovenski trg vse težje prodreti. Mislim, da vsako leto bolj je kupec obveščen z vinom, vsako leto spoznava boljše kvalitete, da se vinogradniki in enologi in vsi se moramo truditi stalno bolj, kajti tudi konkurenca je velika. Slovenski kupec tako očitno postaja vse bolj osveščen, saj na slovenskem trgu poleg deželnih in kakovostnih vin prednjačijo predvsem vrhunska vina, ki jih uvrščamo med najbolj kakovostna.